lep pozdrav želim, dragi mladi obiskovalci in seveda tudi starši, ki ste pospremili svoje otroke danes nam na našo šolo. Torej danes ste prišli k nam zato, da bi spoznali našo šolo in tudi namen tega našega srečanja je pravzaprav ta, da vam pokažemo, kako mi v šoli delujemo, kako se učimo, kako se družimo, kako pravzaprav skupaj izvajamo kakšne dejavnosti, skupne projekte. To boste videli nekateri, ki boste morda obiskali okroglo mizo, ki bo potekala spodaj v telovadnici. Namreč na okroglo mizo smo povabili naše bivše dijake, ki bodo predstavili svoje poklice. Tako da vam želimo danes res predstaviti, kaj vse pravzaprav se na naši šoli uči in kaj vse se dogaja. Zdaj vsega vam seveda ne moremo danes povedati, zato je tudi informativni dan v mesecu februarju, takrat boste lahko zvedeli kaj več. Poleg tega prihajamo tudi na šole in tudi tam boste lahko dobili še dodatne informacije o naših programih. Medtem ko starši ostanete kar tule in spremljate program preko našega medija. Namreč, ker smo medijska šola, bomo danes preizkusili še eno novost, tako kot smo uvajali prijavo preko spleta, bomo zdaj tudi predstavili en poseben način in sicer bomo preko te naše sodobne tehnologije, pa tudi s pomočjo seveda blejske televizije, poskušali zaobjeti vsa dogajanja po delavnicah in tisti, ki boste ostali tule, boste lahko videli, kaj se pravzaprav kje dogaja. In boste lahko tudi spremljali to. Na koncu bo seveda sledil tudi kviz, ki ga bo povezovala naša dijakinja, boste odgovarjali na vprašanja, ki bodo seveda iz tega področja oziroma iz tega dogajanja danes po šoli. Tako, zdaj pa kar na delo oziroma veselo po delavnicah. Želim vam prijetno bivanje v naših prostorih. Pozdravljeni v oddaji Odkrij svoj talent. Letos se na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica v okviru Dneva odprtih vrat izvajajo različne aktivnosti, katere aktivno vključujemo osnovnošolce, starše in vas gledalce. Najstniki so lahko izbirali med različnimi dejavnostmi: arkadni plesi, okrogla miza, kolesarska simulacija in delavnicami. Na lodu smo zadeli 10.000 evrov, kaj pa zdaj? Načrtovanje sanjskega potovanja, postanje oblikovalec, fotograf ali radijski voditelj ter dokumentarnim filmom. Posebna novost je interaktivno kolesarjenje. Kot goste okrogle mize smo povabili nekdanje dijake naše šole, ki danes vsak na svojem poklicnem področju žanjejo uspehe. Starši in gledalci lahko sodelujete v nagradnem kvizu, v katerem lahko preverite svoje znanje v naši šoli. Sedaj pa vabim gospo ravnateljico Ksenijo Lipovšček, da pove nekaj besed o Dnevu odprtih vrat. Na dan odprtih vrat smo povabili osnovnošolce in pa seveda tudi njihove starše, da bi v naši šoli začutili utrip dogajanja, da bi se pozanimali, na kakšen način pristopamo k učenju, poučevanju in pa kakšne veščine na naši šoli urimo. To je za njih priložnost, da se srečajo z učitelji, pa tudi seveda z našimi dijaki, ki jim lahko kar iz prve roke povedo, kako se na naši šoli počutijo. Na ta način bodo lahko izbirali med različnimi programi, ki jih pri nas izobražujemo. To je program Ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in pa medijski tehnik. Odločali se bodo za različni zahtevnostni program, glede na to, kakšne interese imajo, kakšne talente morda bodo odkrili in pa seveda tudi glede na to, koliko časa so se pripravljeni šolati. Kajti gimnazija, kot vemo, sama še ne daje poklica, tako kot ekonomski in medijski tehnik. Dijaki morajo nadaljevati šolanje,
na univerzitetnem ali pa višješolskem oziroma visokošolskem strokovnem programu. Mi želimo, da bi učenci tudi vprašali, kar jih zanima, zato so seveda na voljo moji kolegi, pa tudi naši dijaki, ki bodo pač dijakom oziroma učencem v pomoč pri izbiri šolanja. Hvala za tole, ravnateljica. Ste že slišali za virtualno kolesarjenje? Vse o tem ve naš poročevalec Miha Pristov, ki je že na prizorišču. Dijaki so pripravili software opremo in pa tudi priredili sobna kolesa, tako da samo kolo vaše pedaljenje spravlja v virtualni svet in tako lahko tekmujete tudi s osebami na drugih lokacijah. Hvala. Na današnjo okroglo mizo, ki jo vodita Mila Paunovič in Klara Grilc, smo povabili nekdanje dijake naše šole. Pozdravljeni iz okrogle mize, na kateri gostimo bivše dijake naše srednje šole. Z nami so danes Petra Robnik, Špela Sever, Gašper Primožič, Irena Pogačnik in Katarina Nikolič. Goste prosim, da odgovarjajo na naslednja vprašanja. Ali nam lahko predstavite svojo vlogo v vašem podjetju? Dober dan želim, najprej lep pozdrav. Moja vloga je predvsem še vedno na področju, se pravi, športa, športnih organizacij. Po eni strani projekti, programi za Olimpijski komitej Slovenije, po drugi strani pa kot doktorska študentka razvoja nacionalnega modela dvojne kariere športnikov na Fakulteti za organizacijske vede. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz v podjetju delam kot odvetnica, hkrati sem tudi ustanoviteljica in vodim tudi poslovno plat podjetja. Obenem pa poleg rednega dela zaključujem še v bistvu doktorski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pozdravljeni, sem profesor harmonike v glasbeni šoli Radovljica, tam tudi vodim harmonikarski orkester, prav tako se ukvarjam z malo bolj, bi rekel, dolgočasnimi stvarmi, ker sem tam tudi predsednik sveta zavoda in prav tako sem tudi predsednik zavoda javnega sklada za kulturne dejavnosti. Pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem pa vodja računovodskega servisa Cifra, tudi direktorica podjetja Cifra, ki sicer pokriva kar nekaj dejavnosti. Moja vloga je seveda vodenje podjetja kot takega, predvsem pa se ukvarjam z davčnim, finančnim in poslovnim svetovanjem. Pozdravljeni še z moje strani. Moja vloga v podjetju je predvsem svetovanje pri najemih kredita, pri osebnih odpiranjih računov. Tako da predvsem je komunikacija med stranko in osebno bančnico, pa seveda pri blagajniških poslih. Zakaj ste se odločili za šolanje na naši šoli pred več leti in kdo vam je našo šolo predstavil? Šolo so mi v bistvu predstavili na informativnem dnevu. Takrat smo dobili sicer tudi največ informacij glede šolanja za naprej. Bližina me je predvsem pritegnila zaradi tega, ker smo nekako bili vsi sošolci še z osnovne šole in smo kar nekako skupinsko se potem odločili, da bomo šolanje nadaljevali na ekonomski šoli v Radovljici. Je pa zelo prijetna izkušnja bila, se pravi, hoditi sem v ekonomsko srednjo šolo v Radovljico. Kot mlad, bom rekla, še otrok, pravzaprav ne veš, kam bi šel rad v srednjo šolo oziroma kaj bi rad v življenju počel. In potem zbiraš malo po občutku, malo po vtisih drugih, malo po tem, da je bila šola blizu in bom rekla, bolj je bil splet okoliščin in srečnega naključja, da sem pristala na tej šoli. Sem pa zadovoljna, da sem bila na njej in da sem lahko obiskovala to šolo vsa leta. Meni je bila pa v bistvu prioriteta, da sem vpisan v srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, ampak nisem hotel celotnega programa
pač šolanja tam narediti, zato ker sem mislil, da vseeno potrebujem neko boljšo splošno izobrazbo in zato sem tudi v bistvu izbral ekonomsko gimnazijo. Takrat pa tudi v bistvu zelo veliko sošolcev iz Bleda se je tudi sem upisal to, da sem pač se odločil za ekonomsko gimnazijo poleg srednje glasbene. Jaz sem se pa odločila iz razloga, ker je bila predhodno na to šolo hodila že moja sestra in se je takrat pokazalo, da je pridobila v tistem času zelo dobro izobrazbo in se je brez kakšnih težav lahko upisala potem naprej na fakulteto. In tudi sama sem imela v bistvu tako izkušnjo, da je bila šola v bistvu blizu, kvalitetna in tudi res v bistvu imam zelo lepe izkušnje na to šolanje in tudi naprej moram reči, da pri samem upisu na pravno fakulteto naprej nisem imela nobenih težav, prav tako pa sem tu pridobljeno znanje v prvem letniku, sploh ekonomija, lahko s pridom izkoristila, tako da v bistvu imam zelo pozitivno izkušnjo. Ja, v bistvu moji cilji so bili pa že na ravni srednješolskega izobraževanja, predvsem podrejeni mojim športnim ciljem, tako da bi v bistvu razlog, da sem se odločila za program ekonomski tehnik, ker sem želela imeti po končani srednji šoli že dejansko izobrazbo, ki mi bo omogočala tudi zaposlitev v primeru, da bi izobrazbo zaključila na tej točki, seveda jo nisem in tudi mi je omogočila ta izobrazba, mi je omogočila veliko zdaj tudi nadaljnih, se pravi nadaljnih korakov na področju izobraževanja, tako da mislim, da je vse odvisno tudi od tega, kakšno znanje pridobiš in da ga potem tudi znaš uporabiti. Tako da to zame je bila ta odločitev tudi zelo dobra. Prav tako je v lokalnem okolju in tudi v bistvu moje sestre so se šolale na tej šoli, pa imajo vse zelo prijetno izkušnjo. Po čem pa se najbolj spominjate svojih šolskih dni? Tukaj bi pa želela, da bi lahko odgovorila več, ker v bistvu moj športni urnik je bil alpsko smučanje, je časovno zelo zahteven šport, zelo je težko usklajevati izobraževalni proces pa športno kariero. Seveda se da vse s pravim načinom dela, pristopom in v bistvu tudi kasneje na fakulteti in mi to ni predstavljalo problemov. Je bilo pa res, da dogodkov iz šolskih klopi imam malo manj na ta račun, ampak vsakič, ko sem prišla na šolo, mi je bilo posebej, to mi je ostalo v spominu, ker sem že takrat lahko se dogovorila s posameznimi profesorji za upravljanje obveznosti, tudi izven tistih zgolj tistih pravil, ki ti to dopuščajo, seveda sem pa te obveznosti tudi vsakokrat v celoti izpolnila. Jaz sem bila majhen več zgleda v šoli kot moja predhodnica, tako da jaz imam kar poln nabor raznih izkušenj, moram pa reči, da zelo prijetne sošolci, tako šolske kot obšolske. Moram pa pohvaliti tudi same učitelje, ki so mi res omogočili, da sem poleg rednih študijskih obveznosti se lahko izkazala še na drugih področjih, ker so me spodbujali za razna tekmovanja, Cankarjev in za angleščine in tako dalje. Tako da so mi prav ta udejstvovanja potem pomagala pri nadaljnjem študiju na način, da sem pridobila Zoisovo štipendijo in mi je bilo posebej v redu, da so mi spodbujali tudi razne talente, ki jih sicer redno ne bi bilo potrebno, ampak mi je bilo to velika odskočna deska za naprej. Jaz bi tudi v bistvu rekel, da se srednješolskih dni seveda se jih spominjam, ampak bi se zahvalil v bistvu šoli, ker sem imel tudi umetniški status, ker sem bil samo dopoldne v tej šoli, popoldne pa v Ljubljani v drugi srednji šoli. Tako da se v bistvu spominjam samo to, da sem bil bolj za knjigam, no, tudi za knjigam, no, ampak tudi kakšne lumparije smo ustvarili, ampak v glavnem so me profesori kar podpirali tukaj, tako da sem jim še zmeraj hvaležen, ker brez njih bi zelo težko v bistvu zaključil šolanje in vse nasplošno. In tako da me v bistvu vežejo kar zelo lepi spomini, samo edino morda, kar sem pogrešal, je to, ker zaradi vseh obveznosti dostikrat nisem mogel biti več sošolci in niti na razne tele, ne vem, ko se reče, vsak letnik se gre na nek športni teden, tabor ali nekaj takega, no, to mora biti malo pogrešano.
Očitno imamo vsi samo pozitivne izkušnje in spomine. Tudi jaz se zelo, zelo rada spominjam na te srednješolske dneve. Seveda sošolci so tisti, ki naredijo lahko tvoje bivanje v šoli prijetno ali manj prijetno. Jaz sem imela pač to srečo, da smo se zelo dobro razumeli kot cel razred. Je pa res, da smo tudi v učiteljnih našli sogovornike in prijatelje, da temu rečem, ali pa vsaj nekoga, na kogar si se lahko obrnil, ko je bilo to potrebno, in na tej šoli to je bilo. Tako da jaz mislim, da je še, zato so tudi spomini lepi, prijetni. Tudi jaz lahko potrdim samo vse, kar so rekle moje predhodnice pa predhodnik. Predvsem sošolci in sošolke ti v bistvu polepšajo dneve, ker si večinoma ur na dan si v šoli in družba je ena izmed tistih pozitivnih stvari. So pa tudi seveda učiteljni. Čeprav se nam je takrat zdelo, da je v bistvu vse preveč strogo, smo danes lahko vsi hvaležni, da je tako bilo in so bili tudi zelo prijetni, ne samo strogi. Tako da to vse, kar so povedali pred mano, je nekako imamo iste izkušnje, tako da je prav fino slišati, da smo se vsi tako lepo imeli. Kateri predmeti so vam delali največ skrbi in kako ste te skrbi reševali? Meni osebno vse, kar je bilo številkam povezan, čeprav zdaj delam številkami, to je ena izmed stvari, ki nekako sem si težko predstavljala, da bom v bistvu vzljubila številke. Tako da predvsem matematika je bila pa vedno dodatna pomoč strani profesorice in seveda dodatnih inštruktorjev. Tako da sem s tem nekako si svoje znanje izboljšala. Jaz ne morem reči, da sem imela kakšne hude težave pri kateremkoli predmetu posebej. Je pa res, da sem včasih imela težave se usesti pa naučiti se tisto, kar je bilo treba naučiti se. V nasprotju s Katarino so meni številke vedno ležale in sem bila vedno ljubiteljica tistih predmetov, kjer je bilo treba kaj računati, premetavati, pa iskati, raziskovati in tako naprej. In taka sem še danes. S katerimi predmeti sem imel največ problemov? V bistvu, bom tako rekel, največ z biologijo, mislim, da pa s temi nekako naravoslovnimi predmeti, tudi z nemščino, čeprav sem v bistvu 8 let v Avstriji živel, to mi pomaga, da sem se nekako naučil nemšk. Drugače bi pa bolj izpostavil, mislim, da biologijo, po moje, to je bilo nekako. Matematika je pa itak logična, to sem se pa nekako naučil. Jaz težko rečem, kjer predmet mi je šel težko, glede na to, da sem bila pri vseh ocenjena spet. Ampak moram reči, da jaz mislim, da najtežje mi je šlo netipično telovadba. Tako da to je bil zame velik izziv. Ampak sicer ostale predmete pa ni bilo težav. Jaz bi pa v bistvu povedala eno izkušnjo, ki je bila v bistvu v začetku ovira, potem pa kar zelo velika dodana vrednost, in sicer pri računovodstvu, ker je v bistvu kampanjski način učenja ni prišel v poštev in sem v bistvu kar precej energije vložila v to, da sem znanje pridobila. Mi je pa potem tudi naprej v nadaljevanju študija nikoli več ni delal to področje problema, pa tudi v bistvu zdaj, ki je treba projekte voditi in v bistvu jih menedžirati, tudi ta znanja prav pridejo. Midve se vam zahvaljujeva za vaše odgovore. Vrnili se pa bomo po kratkem premoru in nadaljevali pogovor z našimi gosti. Se je prek spleta pogovarjal Juš Mlekuš. Pozdravljena, Iva. Bili ste dijakinja ekonomske gimnazije na EGSŠ-ju. Splošno maturo ste pa opravili leta 2008. Kaj ste se odločili za šolanje na naši šoli? Za šolanje na ekonomski gimnaziji sem se odločila predvsem, ker prihajam iz Radovljice, tako da ta odločitev je bila nekako tudi najbolj organizacijsko najlažja, ker sem doma zelo blizu.
tako da sem lahko v šolo hodila peš, recimo, ali pa tudi s kolesom pomladi in jeseni. Ker sem bila vedno zaposlena z različnimi krožki, različnimi dejavnostmi, mi je to zelo ugajalo, no, da se ni bilo treba kam dalj voziti. Tako, pa da sem imela ta stik tudi z družino, s svojimi prijatelji in z vsemi dejavnostmi. Po čem se pa najbolj spominjate vaših? Najbolj se spominjam nekaterih prijateljev, nekaterih sošolcev, s katerimi smo še zdaj v stiku, čeprav je zdaj že od tega kar nekaj let. Se včasih še pokličemo oziroma si pišemo po Facebooku, to je zdaj moderno, ker zdaj živim v tujini, v Bologni, to je v Italiji, tako da ni enostavno, no, se včasih srečati osebno. Tudi ta pogovor, recimo zdaj nisem uspela priti osebno v Radovljico, ampak na srečo nam tehnologija danes omogoča tudi ta hitrejši stik, ali preko ekrana ali pa preko telefona. Poleg učenja ste se pa intenzivno ukvarjali z glasbom, kako ste pa usklajevali svoje dejavnosti in obveznosti? Ja, tako, moja največja ljubezen je bila in je, in mislim, da ostaja glasba. Že kot majhna sem enkrat zaslišala zvok prečne flavte in sem se potem odločila, da se vpišem v glasbeno šolo v Radovljico na flavto. In tako da moram reči, da kar je bila vzporednica, no? Poleg študija, poleg gimnazije na ekonomski. Sem vsak dan vadila, hodila na ure. Potem sem se začela vzporedno učiti še klavir, tudi petje recimo in pa tudi gledališče, no? Tako da glasba in gledališče oboje me je spremljalo še poleg gimnazije. Ali ste pa naleteli na kakšne ovire, ko ste šolali? Kakšnih posebnih ovir se ne spomnim. Nekako je bilo umirjeno, to so bila mirna leta zame. Mogoče tudi zaradi te bližine, no, doma. Pa tudi zato, ker sem imela potem ob sebi vse te dejavnosti, ki so me napolnjevali, recimo. Se ne spomnim, da bi imela kakšne hujše ovire. Seveda normalno je, da kakšni predmeti ti grejo boljš, kakšni predmeti slabš, ampak z voljo potem, s pridnostjo se vse da doseči. Tako da je šlo lepo skozi. Kdaj ste pa začeli razvijati, učevati vaše? Jaz mislim, da prav v ta zadnji 2 leti, no, še gimnazije, ko se je bilo potrebno počasi odločiti, kam bi šel naprej študirati, se spomnim, da se je v meni prebudila ta močna želja, da bi nadaljevala v to umetniško smer. In sicer sem se odločila, ali bi bila to glasbena ali gledališka smer. In sem se potem odločila za vpis na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, na dramaturgijo, ker nekako dramaturgija združuje oboje, ne. To se pravi, ti odpre ta vidik uprizoritvenih umetnosti, kaj dramaturgija je neka vezna nit, recimo, predstave, kaj vse je zadaj, recimo, ko se gradi neka predstava. In mislim, da ta odločitev je bila zame ključna, no? Da sem nekako sledila svojem srcu, tej pristni želji znotraj mene in uspela potem opraviti tiste sprejemne izpite. In ni mi žal, da sem sledila sebi, da sem uspela uresničiti svoje sanje na ta način. Ali nam pa lahko opišete svojo karierno pot? Lahko. Po končanju akademije, oziroma že pred akademijo, mislim, da je bil drugi letnik, sem se odločila za Erasmus izmenjavo v Berlinu. In tam sem začela na veliko hoditi na te operne predstave, recimo tudi, ker Berlin recimo ima 3 operne hiše in tam sem ogromno oper videla sploh, prvič v življenju. In ko sem sedela med publiko, so me nekatere predstave ganile recimo do solz in nekako znotraj sebe sem začutila spet ta klic, da je to ta prava smer zame, opera, ne. To se pravi, niti ne samo glasba ali pa samo gledališče, zdaj pa opera. To vse se nekako gradi postopno. In odločila sem se, da potem po študiju dramaturgije se vpišem na operno režijo. Potem sem pa iskala, kam bi šla naprej, nekako se specializirati za to operno režijo. In ni bilo enostavno, ker v Sloveniji niti ni sploh program za to smer. Da sem razmišljala, da bi šla najprej na Dunaj, potem sem se pa odločila za Verono v Italiji,
tudi zato, da bi se naučila italijanskega jezika, ker je opera rojena v Italiji in recimo za režiserja oper je nujno, da pozna italijanski jezik. Tako da moja pot potem po Ljubljani in Berlinu se nadaljuje v Veroni, kjer sem potem zaključila uspešno operno režijo in začela že z nekaj projekti, kar tam v Italiji. Nekako se mi zdi, da če si na pravem mestu, se ti potem kar vrata odprejo. No? In sem imela to srečo, da sem kar hitro nekako se vključila v tisti nov kontekst italijanski in začela praktično že delati razne projekte, ki jih še zdaj nadaljujem. Občasno pridem tudi v Slovenijo, drugače pa moja pot zelo dinamična. Ves čas sem nekje na poti. Zdaj recimo trenutno sem v Novem mestu in pripravljamo opero 10. brat. Kateri dosežki vam osebno največ? Te dosežki so v mojem primeru povezani z mojim poklicom, ker ta poklic mi omogoča veliko enih osebnih zadovoljstev. Jaz rečem tako, vsak projekt je poseben izziv, iz katerega recimo se veliko novih stvari naučim. In vsaka opera, recimo, ki jo zrežiram, je na nek način boljša od prejšnje. To se pravi, je v ozadju neka rast moja osebna, tudi, to se pravi, jaz kot oseba se spreminjam v tem procesu vaje, recimo, delom z ljudmi. In pa tudi potem, ker se jaz spreminjam, se tudi rezultata, to se pravi, izboljšuje. Vsak projekt, v katerega sem vključena, je boljši. Tako da nekako moraš, se mi zdi, dopustiti tudi to osebnostno rast, ki je potem povezana z uspehi, z rezultati in z nekim splošnim zadovoljstvom, ki te osreči. Ali bi pa lahko rekli, da je delo, ki opravljate, vaše poslanstvo? Lahko. To je 100% drži. Zato, ker me osrečuje in sem srečna. Lahko pa na tem mestu še enkrat rečem, da je res pomembno, da sledimo svojemu srcu, ker je to zagotovo ta prava pot. To je tisti klic znotraj nas, ki nas vodi. Samo prepustiti se moramo in slišati znotraj sebe. In je sigurno ta prava odločitev. Tako da 100% zame je to. Eva, najlepša hvala in lep dan. Hvala, tudi vam lep dan. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Darko Čurič. Bili ste dijak Ekonomske gimnazije na EGSŠ-ju. Splošno maturo ste opravili leta 2008-2009. Zakaj ste se odločili, da ste obiskali našo šolo? Lepo pozdravljeni. Da sem se odločil za šolanje na EGSŠ Radovljica, je pretehtal predvsem to, da je takratni ravnatelj bil zelo naklonjen temu, da se vpišem na šolo. Šola je imela tudi dvigalo, kar je veliko pomenilo, in tudi spremljevalca sem potreboval in kot sem omenil, ravnatelj je bil zelo naklonjen temu, da mi spremljevalc pomaga. Po čem se pa najbolj spominjate vaših šolskih? Kot razred smo bili ena zelo zanimiva skupina, zelo lepo smo se razumeli med sabo, še danes se z nekaterimi družimo in ko kdaj obujemo spomine na naše šolske dni, se vedno spominjamo samo lepih trenutkov. Poleg učenja v šoli ste intenzivno ukvarjali s spavanjem. Kako ste pa usklajevali svoje dejavnosti? Glede na to, da takrat, ko sem še obiskoval srednjo šolo, moji treningi še niso bili toliko intenzivni, šele začenjal sem svojo kariero. Lahko rečem, da samo usklajevanje ni bilo preveč težko, tudi če je bilo pa kdaj potrebno, so pa profesorji vidno priskočili na pomoč. Kateri vaši sošolci so bili še športniki? Najbolj siguren poznate aktualnega evropskega prvaka v košarki Jaka Blažiča. Sošolci je bil tudi Blaž Gregorc, trenutno je najboljših branilcev v hokeju v Sloveniji. Bilo je tudi nekaj drugih hokejistov, odbojkašev, tako da smo bili kar precej športen razred. Ali ste pa naleteli na kakšne ovire v vašem šolanju? Ne, ker sama šola je, kar se tiče arhitekture, prilagojena, ima dvigalo, profesori so bili v redu, tako da nobenih hujših preprek ni bilo, mogoče kdaj moja lastna lenoba, drugega pa ne.
Ali vam je pa ostal v spominu kakšen dogodek? Ja, leta 2009, že ko sem zaključeval šolanje, je potekala ena akcija, s katero smo zbirali sredstva za moj avto. Takrat je bila potrebna predelava, katera je stala 40 000 evrov, katero sem mogel pokriti sam in sošolci in vsi sodijaki na tej šoli so skupnimi močmi naredili eno lepo prireditev in zbirali sredstva in kar precejšen delež k temu avtomobilu prispevali. Ali nam opišete vašo karierno? Ja, moja karierna pot se je začela leta 2005, ko sem začel s sedečo odbojko. Takrat sem zaigral na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki ga je gostil Kamnik. 2 leti pozneje sem pač tudi že videl, da v odbojki nimam kakšne hude perspektive, zato sem se odločil za plavanje. Odlične pogoje so mi ponudili v Radovljici, v plavalnem klubu, kjer sem v bistvu leta 2007 začel s treningi. Začel se nekje 2 do 3 krat na teden. Leta 2008 sem potem nastopil na prvi mednarodni tekmi v Belgiji, kjer so me klasificirali v kategorijo S4, kjer sem tudi videl svojo prvo konkurenco. Leta 2009 sem nastopil na prvem evropskem prvenstvu, na prvem svetovnem prvenstvu. Leta 2010 sem v Eindhovenu na svetovnem prvenstvu plaval prve norme za paraolimpijske igre v Londonu. So bili leta 2012. 2011 sem na evropskem prvenstvu dobil prvo medaljo, srebrno medaljo na 50 metrov delfin. Leta 2012, kot sem že omenil, sem potem nastopil na paraolimpijskih igrah, bil enkrat 4., 2-krat 5., enkrat 6. in tudi 2-krat v enem dnevu podaril svetovni rekord na 50 metrov delfin. Leta 2013 sem na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil 3 medalje, 2 zlati na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto, ter srebrno na 200 metrov prosto. Leta 2016 sem pa spet osvojil 2 medalje na evropskem prvenstvu in bil 2-krat 4. in 5. na paraolimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Če pa ne bi bili vrhunski športnik, čim bi se ukvarjali? Ja, to je v bistvu zelo težko vprašanje, ker šport je v bistvu velik del mojega življenja že zadnjih 12 let in zelo težko si predstavljam, da bi tega ne bi imel. Tako da tudi v zadnjih letih o tem sploh nisem razmišljal, tako da na to vprašanje težko odgovorim, zagotovo bi si pa najdel kakšno zanimivo dejavnost, če ne bi bil vrhunski športnik. Darko, najlepša hvala in dan naprej. Hvala tudi vam. Virtualnega kolesarjenja, kjer je naš poročevalec Miha. Živijo, moje ime je Miha in kot prej povedano, sem že tukaj na temu dogodku sobnega kolesarjenja. To je v bistvu produkt naših dijakov v okviru projekta SFL, kar pomeni šolska fitness liga. Združujemo šport z virtualnostjo. Se pravi, tukaj imamo 2 ekipe, Zmaj in Veverce, ki med sabo tekmujeta. Zato pa bomo kar pogledali, kakšen je rezultat. Kot vidite, na levi imamo hitrost, s katero se premikajo in tako virtualno tekmujejo po progi. Živijo, kakšni so tvoji občutki pri tem virtualnem športu? Dobri. Všeč, čutiš kaj tekmovalnega duha, recimo? Ti je to boljše kot samo navadne igrice? Ja, šport. No, tak odgovor smo tudi pričakovali. Radi bi, da se mladi ukvarjajo več športom in ne samo z igricami, da pa bi jim to malo bolj približali. So se naši dijaki zelo dobro spomnili in v popoldnevu ustvarili tudi nekaj tako zanimivega. Hvala za besedo. Za drugi del današnje okrogle mize nam je ostalo še nekaj vprašanj, ki jih bosta gostom zastavili voditeljici Amila in Klara. Ob šolsko dejavnostjo ste se v srednji šoli še ukvarjali in kako ste usklajevali svoje dejavnosti in obveznosti? Mislim, da sem že odgovorila precej že v prejšnjem odgovoru na to vprašanje. Moja v bistvu glavna dejavnost je bila šport, alpsko smučanje in v bistvu sem se ga na najvišji ravni tudi v bistvu se za to pripravljala. Tako da je bila tudi izobraževalna pot
v bistvu temu delno podrejena oziroma bolj, bom rekla, prilagojena, ker mi je bilo zelo pomembno, da v bistvu usklajujem obe dejavnosti, da se redno izobražujem in ker menim, da izobrazba, ker športna karijera se enkrat konča, izobrazbo pa v bistvu ti ostane tudi za kasnejše, se pravi poslovno delovno področje. Moje obšolske dejavnosti so bile manj intenzivne, tako da take zelo običajne, kakšni tuji jeziki, v bistvu pevski zbor, tako da nisem zaradi tega potrebovala nobenih kakšnih posebnih prilagoditev glede šole. Bilo zelo take sproščena leta. Tudi jaz mislim, da že prej odgovoril na vprašanje. V bistvu dopoldne sem bil v tej šoli, pač pa sem imel umetniški status in sem pač lahko še 2 ure prej iz šole v Ljubljano v naslednjo šolo in to je to. Pač, ker sem se pa še dodatno ukvarjal, sem pač rad igral nogomet. Jaz sem bila ves čas še začetka srednje šole, pa tudi naprej vedno aktivna takrat v mladinski organizaciji, tudi v času šolanja sem bila predsednica mladinske organizacije šolske. Sem pa tudi kot mlada drsavka opustila aktivno drsanje po končani osnovni šoli, v 1. letniku naredila strokovni izpit iz drsanja za vaditelja drsanja in potem še dolga leta po tem učila drsanje mlade perspektivne drsalce. Pri meni je pa to kakor pri Špeli, nič posebnega, razen tuji jeziki. Pa vsi ti splošni krožki, ki so bili popoldanski, že organizirani tudi na naši ekonomski šoli. Ali se morda spomnite, kaj je vplivalo na izbiro vašega študija in potem tudi poklica? Ne vem, če sem najmlajša tukaj od vseh, pa se ne spomnim čistočno, kaj bi bil razlog. Predvsem je bilo to, da smo se nekako že v osnovni šoli z vsemi sošolci in sošolkami zelo fino razumeli in pa smo se nekako tako skupinsko odločili, da pridemo sem in bomo vsi skupinsko skupaj v razredu in pa tudi nadaljevali pač na fakulteto. Čeprav smo se potem nekje po končani srednji ekonomski šoli razšli, vsak pač po svoje, ampak nekako bom rekla, da sem si vedno želela delati z ljudmi, se pravi, da imam neko komunikacijo osebno s strankami. To je bila vedno nekako moja pač tista želja, pa nekako mi je ekonomska šola tudi to omogočila, da sem si pač zbrala nekaj takega, da sem lahko pa tem nadaljevala tudi naprej šolanje v tej smeri. Jaz sem že prej omenila, da so mi bile številke in iskanje napak in kaj podobnega vedno izziv, zato moja odločitev sploh ni bila težka. Vedela sem, da želim delati številkam, vedela sem, da želim delati nekaj, kar bom lahko počela samostojno in izbira je bila na dlani. Jaz sem pa v bistvu že v osnovni šoli vedel, kaj hočem početi v življenju. Ta ekonomska šola mi pa to pomagala, da rečemo se znam prijavljati na razne razpise in te stvari pač, da so mi mehne številke, tudi mehne bolj jasne in mislim, da je že v osnovni šoli pač to je bil ta glaven, že v osnovni šoli sem vedel, kaj bo moj študij. Jaz moram reči, da nisem imela kakšne posebne želje oziroma posebne ideje, kaj bi bila v življenju v času srednje šole. Sem pa želela v bistvu nekaj drugače biti, kot so vse, kot je bila moja sestra, kot so bile moje sestrične, ki so bile vse ekonomistke. Zaradi tega sem se takrat odločila v bistvu za pravo, ne glede na to, da do takrat sodišča nisem poznala, tudi nobenega od pravnikov, tako da je bilo to kar nekaj skoku, nekaj neznanega. Tekom pravnega študija sem pa potem dobila priložnost, da sem dobila kadrovsko štipendijo in odvetniške pisarne in takrat sem potem mi je bila dana utrta pot do poklica odvetnika. Sicer pa tako, da ni bila kakšen posebni razlog, ampak je bolj splet naključij in poti, kakor me je življenje vodilo in jaz mislim, da sem mu samo sledila in mi je bilo do danes ne obžalujem. Ja, v bistvu, kakor se bo hecen to slišal, jaz sem se od vedno rada učila, pa še vedno se.
ker mislim tudi, da z izobrazbo ogromno pridobiš. Odločitev za smer ekonomskega tehnika je v bistvu bila zaradi tega, ker je nudila širok nabor znanj in dejansko poklic, ker nisem vedela, kako bo z načrtovanjem moje športne kariere. Kljub temu, da mi potem uspel vzporedno tudi redno študirati. Sem pa v bistvu se odločala predvsem po tem ključu, kje lahko v bistvu pridobim največ podpore, zato da bom obe dejavnosti uspešno izvajala, tako da v bistvu je tudi odgovor bil ta, tudi kasneje za fakulteto. Zdaj imam pa zelo lepo priložnost preko programa Razvoj kadrov v športu, ki je v bistvu projekt, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in v bistvu to nalogo profesionalno upravljam in jo tudi z veseljem v bistvu delam. Kaj pa je bilo pri vas odločilno, kar je vplivalo na izbiro karierne poti? V bistvu bom tudi povedala eno zgodbo v 3. letniku. V srednji šoli, ko sem še obiskovala srednjo šolo, sem nastopila prvič na svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Ko sem obiskovala fakulteto, sem bila udeleženka olimpijskih iger, ker sem bila redna študentka, sem prejela nagrado za najšportnico študentko, mislim, da ker mi v tistem trenutku ni pomenila čisto nič posebenega. Zdaj se pa v bistvu večkrat pogledam tisto nagrado, pa se nasmehnem sama sebi, ker je v bistvu dejansko to bil nek tak mejnik in spodbuda, da je potrebno tukaj iskati rešitve. Se pravi, v mojem primeru za športnike oziroma za vse tiste, ki želijo poleg izobrazbe še na katerem koli področju ustvarjanja, ali je to glasba, šport, dodatne aktivnosti, iskati priložnosti in se izobraževati, se celostno razvijati kot osebnost. Mislim, da so taka okolja zelo dobrodošla, da to podpirajo. Meni v moji karieri v bistvu tak bil največji mejnik. Jaz mislim, da sama pridobitev kadrovske štipendije v odvetniški pisarni, ker je v bistvu v osnovi zelo nenavadno, da jih odvetniške pisarne podeljujejo, tudi danes je tako. Ampak takrat sem to kot iz take nepravniške družine to priložnost dobila in sem jo dobro izkoristila in to je bilo zame v bistvu tako največji preboj v smeri v bistvu mojega karierne naprej v bistvu poti. Tako da tudi zdaj pa kot sama odvetnica zelo rada dajem v bistvu mladim možnost in se tudi velikim pripravnikom že bila mentorca in odvetniškim kandidatom, da jih usposabljam v bistvu za ta zanimiv poklic. Pri meni bi pa rekel, da v Celovcu na konzervatoriju glasbenemu smo imeli na neke projekte, kjer smo v bistvu tudi sodelovali z avstrijsko ORF in smo v bistvu se nas oni snemali. V bistvu bil pa za ta projekt, rečemo, neka audicija, neko tekmovanje študentov in ko sem v bistvu tam dobil ta projekt, se mi pa zdelo, da v bistvu je pa to, da bi se pa lahko, mislim, da se bom najbrž res temu mogel preživljati, ker je v bistvu super. In to, da sem se pa še naprej zaradi tega odločil, da sem šel še naprej pač študirati v Graz. Tam sem pa v bistvu študiral prav za te umetniške znanosti, ne samo pedagoško, ampak tudi pač malo bolj pogosto. In pol, ko sem zaradi tega, da sem pač lahko pokazal dostikrat ljudstvo, pač kar sem se naučil, tekom študijskega leta sem se pač mogel tudi začeti prijavljati na razne razpise in to je pač bila tudi ena stvar, ker sem se naučil nekako na ekonomski gimnaziji, pač najbrž pri ekonomiji, predvidevam, da sem pač nekako znal preračunati, koliko lahko drugim glasbenikom dam, koliko meni ostane, pa pač da gre nekako toliko pa toliko v promocijo, koncertov in te stvari in to, da mislim, da to je pa ta drug nekak tak, kako bi rekel, pač ta druga stvar, ki me je pač karierno pač vodila še v to smer, da nekako zdaj organiziram koncerte, ne vem, novoletne koncerte ali pa podobne stvari. Tukaj pa je super, ker bi lahko rekel, da imaš toliko več budžet, nekih sredstev, pa da lahko pač povabiš res super glasbenike in lahko pač več projekte delaš.
katerih v bistvu sam ne moreš delati. Tako da je super, da pač tako spet narediš neko novo mrežo glasbenikov, s katerim lahko sodeluješ in pač delaš super projekte. Jaz sem po končanem študiju dobila službo v enem majhnem podjetju, kjer so iskali računovodja. Imeli so računovodja, bivša računovodkinja oziroma takratna računovodkinja je rekla, da bo to nehala delati in da želi nekoga uvesti, nekoga iz šole, nekoga po svojih željah in po svojih načrtih. Jaz sem to priložnost dobila. Nažalost se je zgodilo, da tista računovodkinja nehala po 14 dneh in je mene tam pustila samo. In jaz sem mogla plavati, kakorkoli sem že znala in tam sem se pravzaprav naučila vsega, kar sem rabila za svojo nadaljno pot. Nažalost je to podjetje pol bilo ukinjeno po parih letih in jaz sem ostala na cesti in druge izbire ni bilo, služb takrat ni bilo kar tako, kot kaj, začeti pa mogoče na svoje, saj znam. In tako sem začela na svoje in ni mi žal. Pri meni je bilo pa tako, da ko sem končala šolanje, da je bil ravno razpis, da potrebujejo pač osebno bančnico v banki. In edina stvar, ki sem rekla, da nikoli ne bom delala, je pač številkami in z vsemi temi formulami, ker mi pač to v celi srednji šoli pač ni šlo. In ko je bil ta razpis, sem v bistvu se prijavila za to, da nekako premagam vse to in si rečem, da če si pač ustrajen in če neke zadeve, lahko greš čez neke zadeve, če si želiš. In ker sem si pač potem na tem razgovoru želela te službe, jo dobila in zdaj jo v bistvu rada upravljam, čeprav je bila pač tiste številke pač so bile pri meni nesrečne v srednji šoli, no, tako. Katera znanja so danes nujna, da lahko uspešno upravljate svoj poklic? Znanje predvsem, bom rekla, splošno znanje, splošna razgledanost. Predvsem bom rekla, da vas tukaj v srednji ekonomski šoli tega veliko pridobiš. Že gospodarsko poslovanje je eden izmed teh predmetov, kjer te nauči teh splošnih pojmov, da se sploh lahko, da sploh veš samo, čem se z nekom pogovarjati. Ta ekonomija in matematika, ki meni nista ležale, mi gresta zdaj čist fino. To je eno izmed teh znanj, ki sem jih pridobila na ekonomski šoli in sem vesela, da sem pač vztrajala, ker delam zdaj pač nekaj, kar me veseli. Računovodsko področje je področje, kjer se je potrebno stalno izobraževati. In podlaga, ki smo jo dobili v srednji šoli, je idealna podlaga za to, kar delamo danes. Jaz seveda moram dnevno spremljati vso zakonodajo, vse spremembe na računovodskem, davčnem, finančnem področju in prav ekonomska šola mi je dala tisto, bom rekla, temelj, na katerem lahko danes gradim in samo iz tega črpam. To je pač osnova, iz katere lahko sam nadgrajuješ in moraš nadgrajevati. Je pa to učenje dnevno. Tudi jaz bi v bistvu rekel, ekonomija je mi dosti pomembna pač za moje privat zadeve, ki jih pač poleg tega ukvarjam. Drugače bi pa predvsem izpostavil dobro matematika, je tudi super, pa bi rekel nemščina, ker smo mislim, da v tem prostoru morda preveč dajemo, bi rekel, akcenta, poudarka na angleščino, ampak mislim, da smo v tem prostoru bi zelo, bi ste rekel, na nemščino, ker vidim, da s tem v bistvu dobivamo zelo veliko znanja. Jaz sem rečemo, tudi ker sem bil 8 let v Avstriji, sem pa lahko vsa ta znanja nekako črpal, pa pripeljal in knjige in marsikaj v Slovenijo in se mi res zdi pomembno pač nemščina iz tega vidika. To je pač glede teh znanj, ker bi bila pomembna. Seveda, poleg vseh teh pedagoških znanj pa ostalih, ker jih pač dobimo na faksu, ampak res bi pa rekel, dobro, za nemščino bi res prav poudaril.
Glede na to, da sem odvetnica in pravnica, je seveda zame najbolj pomembno poznavanje prava. Ampak prvič sem se s pravom srečala dejansko prav tukaj v srednji šoli, ker so nam predstavili v bistvu začetke nekaj pogodbenega prava, nekaj statusnega prava, sploh v okviru predmeta gospodarsko poslovanje. Tam smo že te osnove družb spoznavali in to sem potem nadgradila na sami pravni fakulteti. Glede na to, da sem pa tudi direktorica v naši družbi, mi pa zelo prav pridejo v bistvu razno računovodska znanja, ki sem jih pridobila že na tej šoli, pa seveda glede na to, da je moje bistveno delo tudi delo z računalnikom, pisanje vlog, ne moram jeti mimo tega, da vsak dan uporabljam 10-prstno slepo tipkanje, smo ga prav tako tukaj dobro izvežbali. Jaz bom pa še en drugačen vidik. Predvsem, da se mi zdi zelo pomembno, se pravi na področju in izobraževanja in kasneje še v bistvu prihoda na trg dela oziroma delovno okolje, da smo sposobni vse svoje formalne in neformalne kompetence, ki jih pridobimo tekom šolanja, prenesti na tisto, kar želimo delati. Seveda moramo najprej vedeti, kaj si želimo delati, zato postavljanje ciljev, tako kot v športu, recimo, je zelo dobrodošlo. Če že ne vemo, kaj je naš cilj, vsaj razmišljati v to smer in pa se pravi pridobiti vsa formalna znanja in tudi vsa tista znanja, ki ti jih prinese izobraževanje, šola, se pravi socialna mreža, ki jo vzpostavimo s svojimi vrstniki, ki je zelo pomembna na prehodu na trg dela in tudi se pravi to, kar nam posredujejo med vrsticam učitelji, je tudi včasih kakšna zelo pomembna lekcija za življenje. To je bilo pa najno zadnje vprašanje, tako da se vsem lepo zahvaljujeva za sodelovanje in vam želiva veliko sreče in uspehu še naprej. Vsem današnjim gostom okrogle mize se tudi jaz zahvaljujem za sodelovanje. Čez nekaj trenutkov se bo začel nagradni kviz, zato vam vabim k reševanju. Za začetek se priklopite na spletno stran, ki je prikazana na zaslonu. Še enkrat vas vabim, da se pridružite kvizu na strani joinquizzes.com. Medtem, ko rešujete kviz, se Miha javlja iz radijske delavnice. Živjo, poročam tudi iz radijskega studija naše šole. Po šoli potekajo različne delavnice, vezane na smeri, ki jih v šoli imamo. Ena izmed teh smeri je tudi medijski tehnik. Tukaj imamo udeležitelja programa, ki je v 3. letniku. Njegovo ime je Kristjan. Kristjan, ali nam boš predstavil današnji program? Ja, brez problema. Z kolegom Maticem Jerebom predstavljava dijakom v bistvu, kako poteka radijski program. Najprej so pokazala, kako je povprečen program v šoli, nato pa so sami sestavili svojega in v bistvu se ga zdaj posname in preposluša, preuredi, če je potrebno. No, hvala za to objasnitev, Kristjan. Hvala lepa za besedo. Znani so rezultati kviza. Najboljši je bil Primož. Vsi, ki so kviz rešili, lahko nagradno majico prejmejo v tajništvu šole. Logotip na tej nagradni majici je oblikoval naš bivši dijak Matej Zorman. Dobrodošli. Poročam iz plesnega prvenstva. Tukaj se mladi potegujejo in po puščicah stopajo po ritmu. Kdo bo današnji zmagovalec, še ni jasno. Starši in vsi udeleženci
Ob izhodu iz šole vas čakajo kremšnite. Hvala, ker ste bili danes z nami. Drage gledalke in dragi gledalci, to je bila oddaja Odkrij svoj talent z dneva odprtih vrat Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Zahvaljujemo se vsem gostom in sodelujočim ter vas vabimo k ogledu naših prihodnjih oddaj. Nasvidenje do naslednjič.